Ljudje in ljudine, poslušate Obod, drugo pilotno epizodo podcasta oziroma poddaje, v katerem bomo za vas gledali, spremljali, brali in poslušali serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obod je organizacija bistroumnega odžanrskega debatiranja in sicer to smo Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov, ki govori. V drugi epizodi, po prvi epizodi, če ste nas poslušali, ker smo obravnavali Temnega viteza, ki je ravno praznoval, tako ja, TDK, hvala Igor, ki je ravno praznoval 10 let, bomo tokrat obodli nekaj relativno novega in sicer je to Ant-Man in Osa, kot se je predvajal v slovenskih kinih, Mravlje mož in Osa, kot ga kličem jaz, v resnici pa Ant-Man in the Wasp. In sicer jaz sem preštel, da je to že 20. film, ki sodi v tako imenovan MCU, Marvel Cinematic Universe, torej Marvelovo cineastično vesolje. In mogoče bomo za konec pač rekli tudi kaj o prihodnosti tega megaprojekta, seveda o 4. delu Maščevalcev in še čem. Najprej pozor, preden začnete poslušati podcast, seveda kvarniki glede filma. Sicer ne vem, kaj naj rečem ljudem, ki še niso gledali Ant-Mana zdaj v kinih. Jaz mislim, da tudi ne vem, če je še v kinih sploh. Ja, mislim, da se še najde kje. Ja, je še v kinu, ampak če ga še niste videli, najbrž čakate, da bo na HBO ali pa Netflixu, tak da... Ja, v tem primeru, mislim, če ga niso gledali, sploh ne razumem, zakaj gledajo zakaj poslušajo ta podcast. Ker ja, zaradi nas. Ja, zaradi nas. No, skratka, si pa pokrite ušesa vsakeč, ko kaj omenimo glede štorije ali pa česarkoli razpleta. Ali pa v končni fazi tudi, če ga preskočite, pa samo poslušate našo razlago, bo dovolj. Ja. No, to govorita ona dva in ravno o tem bomo še en kvarnik, pač Mito in Igor, oba trdita, da je to film za 2 od 5, no, da se razumemo, ni od 10. Za 2, jaz trdim, da je to film za solidno 3, tako da pričakujte vročo, segreto, divjo debato, ne debato, klanje. Še preden začnem, pa še en EPP, ki je v bistvu velika zahvala. Hvala seveda Kino Bežigrad, ki gosti te naše podcaste, kjer snemamo podcast, za kar se osebju in lastnikom in kinu zelo zahvaljujemo, za udobje, za prijaznost in ne nazadnje za pivo. Če ne poznate Kina Bežigrad, Bog vam pomaga, Ljubljančani, pejte vsaj na ta At the Drive, nekako ste mu reči, Drive-in kino, tako na zadnje, Igor navdušen z Mamma Mie. Ja. Tako, samo ja bo dovolj. To je to za uvod. Na tej točki lahko rečemo Igor, dej gor intro. Zašprudlej. In zdaj lahko začnemo se pogovarjati. In sicer bomo začeli tako, ne? Ker sem jaz tisti, ki je zdaj za začetku največ govoril, pa ker jaz sem kontra vaju, bom najprej pozval vaju, da poveste, mislim, kako vam je bil všeč, zakaj vam ni bil všeč, kaj vam ni bilo všeč pri filmu, potem pa jo bom jaz sesul in povedal, kaj je resnica v tem filmu. Hvala lepa. Kateri od vaju hoče začeti in se izpostaviti prvi? Torej, ja, kratek povzetek zgodbe. Ant-Man, da slišim. Okay, Ant-Man 2, torej Ant-Man in Osa, se nadaljuje po dogodkih te državljanske vojne, v bistvu, in Ant-Man je v hišnem priporu že 2 leti, zato ker je pomagal stotniku Ameriki v očitno proti ameriških aktivnostih in zdaj je par dni do konca tega hišnega pripora, doma se igra s hčerko. Prva scena je, kako se s hčerko sta naredila zapor in se igrata nek prison break in vsak starš se lahko ob tem počuti skrajno malega, ker nikoli ne bo zgradil nič bližno podobnega. No, ampak vsak starš tudi ni 2 leti v priporu. To je tudi res, s tem sem se tolažil. Ja, čeprav to je res parent shaming non plus ultra. Ja. Mislim, včasih vidiš neke IKEA hacks, kak ljudje naredijo to bogane doma otrokom, pa si misliš, to bi pa jaz tudi lahko, pa vidiš to, pa si misliš, ne.
Tega pa ne bo, ne. Ampak tista scena je lušna pa vse. Skratka, potem pa se zelo kmalu spet zaplete v stare vode. Sicer je nameraval imeti neko varnostno podjetje s svojimi pajdaši, bivšimi kaznjenci, ampak potem ga takoj kmalu kontaktirata tale Hank Pym in kak je že ime? Hope Van Dyne. Hope. In ga potrebujeta, da ima pomaga rešiti njuno mati, ker sta ugotovila namreč, da je ona Mati in ženo, ne? Da. Mati in ženo, ja. Da je ona v bistvu morda še vedno živa v tem nekem medprostoru, med atomi. Quantum realm. Kvantni. Evo, če smem samo tu skočiti, sem napisal tam, če greste v kino, beži gre lahko pivo, kupiš in naredite si igrco. Vedno, ko nekdo omeni na platno Quantum Realm, spite šluk pira, na koncu ful zabavno. Kako so to prevajali? A se kdo spomni, je bil kraljestvo? Ne, ni bilo, prostor. Ne? Ja, prostor. Kvantni prostor. Kvantni prostor, ja. Ok, kvantni prostor, ok. Ja. Nadaljuj, Igor. No, in potem ugotovijo, da ko je bil on prvič v kvantnem prostoru, je tale mama, originalna osa, z njega naredila anteno in potem pripravljala stvari, da ga je zdaj aktivirala in prek njega ima pošlje koordinate, kak prid do nje. Vmes pa je dejanski vilen štorije, ki je marvelovsko šibek in nesmiseln, tako imenovan Ghost, kar je pa ena punca, ki je bila vpletena v nek eksperiment, s katerim je Hank Pym deloma povezan in zaradi tega ne obstaja fiksno v naši dimenziji. Ja, v naši fazi. Nekaj takega, ja. Nekaj takega, ampak se lahko premika skozi stvari, jo pa ful boli cel cajt. In pomaga ji Lawrence Fishburne. Kot Goliath. No, vključitev Lawrencea Fishburna se mi zdela pa na nivoju Columbo, serija detektivka, tista zelo preprosta, ker tam je bilo tak, prvič, če nisi vedel, kdo je morilec, prvič, ko se je pojavil igralec, ki si ga že kadarkoli do zdaj videl, in tukaj točno, ko se pojavi, najprej je kao fake out, on je friend in jim pomaga, ampak ti je jasno, ne? Njega tudi še nismo spoznali, kdo je od zadaj, obviously Morpheus. In tale te tablete, da zabavno. Ja, čeprav je zanimiv lik in Ghost, ne, in ima neko potencial znotraj MCU-ja, pa tukaj na koncu pride do tega, da če bi ona bila pripravljena počakati 10 minut, bi bilo vse v redu, ne, in tak se na koncu tudi rezi, ne, tako samo 10 minut bi morala počakati, pa mi to zrihtamo, pa dobiš zdravilo, pa boš v redu. Ok. Ja, taki neočakan hipohonder, ne? Ja, in to se mi je zdelo pol pač, ne, sploh potem, ko smo videli v Maščevalcih Thanosa, pa v Black Pantherju Killmongera, ki sta imela nek plan in idejo in sta prepričala, ne, tukaj pa še Grandmaster je imel boljši plan, pa vse skupaj v Thoru. Tako da to. In to so mi tudi bile šibke strani, tudi humor je, ampak ni ravno na nivoju, recimo Iron Man 3, ki se mi je poleg prvega Ant-Mana zdaj najbolj zabaven, pa Thora 3. Pa tudi najboljša stvar, ki je v filmu daleč, pa je Michael Pena. In mislim, da tisti segmenti z Michaelom Peno, ki so bili zdaj boostnjeni, glede na prvi film, bi morali v bistvu biti cel film. To je meni zanimivo, ne? Da v bistvu zdi se, kot da so se vse, kar so se naučili iz prvega filma, pa je bil čisto soliden, prvi film je zelo solidna flika, ne? Da pač treba Michael Penu še več ponucati, ne? Kao, vse tam ko fehta za on, give me a suit, ne? Sem bil v kinu na pol, pa dajmo že tale obleka, ne, se tip si zasluži, ne, že v bistvu skoraj. Ampak zdaj po tej kratki obnovi bom pa jaz kar šel direktno na vrednostno sodbo, ker jaz imam pa marsikaj za povedati, zdaj bolj ko sem študiral v tem filmu, pa ne, ne, prej ne to povem, jaz sem se zabaval, ko sem gledal film, meni je bil čisto slušen, čisto za pogledat, pa ko študiraš dejansko, o čem se gre ta film, ko prideš domov, ko me žena vpraša, o čem se pa gre? Torej, ne, film se gre o
o temu, da v bistvu Hank Pym pa Hope skušata rešiti svojo mrt in se spada. Ja, in ženo, seveda. Ja, in skušata Ant-Mana v bistvu poklicati zopet v pomoč, nasproti ima stopi Ghost in to je to. To je v bistvu v osnovni srži ta film. Zdaj pa moj problem je kao, da v bistvu film se premakne iz prvega filma, kjer je koncentrirana zgodba okrog, kako ima ime, Steve, ne? Ant-Manu, ne? Scott, pardon, ja. Okrog Scotta in njegovih očetovskih problemov, ne? On zapade kot, pozor, inženir elektrotehnike, on je strojnik, medtem ko v tem filmu je pač en butl, ki se še pasa ne more popraviti, ne? So ga degradirali v prid pač tej zgodbi o reševanju mamice iz kvantnega prostora. Ne? Zdaj pa to je prvi problem, ker je v bistvu zelo nekako zamešana tale dinamika. Ne? Pa še vedno funkcionira. Ne? Potem pa drug problem, ki ga ima Bad Guy. Bad Guy Ghosta v bistvu sploh nima neke hude štorije, da bi zdaj rekel, wow, ti si res nevarna, ti imaš res neko ideologijo, ti si prepričljiva, ti si ne vem kaj, ful navijam zate ali pa sem proti, nič, v bistvu tak mi je malo medla, ne. Lawrence Fishburne deluje tamle kot neki, niti ne kot Morpheus, tako kot se rekel, ampak v bistvu kot neki Sancho Panza oproda, ne, ki odkole malo potiska naprej, se bo že nekak ali pa bo, ampak na polovici ali pa 3/4 filma ona odpade kot bad guy. V bistvu si v praznini te nekega konflikta. Edino potem še pride v ospredje tisti biznismen, kaže. Rečemo mafijec. On pa sploh ni definiran. On v bistvu samo prodaja nekaj, pa kar informacije ima od nekaj, kako on ve v bistvu za tisti laboratorij. Odkot njemu vse to skupaj? Govori tam o enih ljudeh, s katerim počne biznis, ki so dosti bolj hujši od njega, pa se kdo so ti ljudje? Razumeš, na koncu pa samo izpade joke, pa so zelo pripravni za tisti karčes, ker bog ne daje, da bi tam FBI-ovce v luft metal, ker pač bad guy je cool metat po luftu, pa jih razbijat, ne? To je drugi bif, tretji bif je pa na koncu, ko prideš pa res edini zanimivi konflikt, ki ga imaš v tem filmu, je torej, da Hank in Hope rešita svojo mati / ženo, mora Ghost umret. Če Ghost želi umret, mora njeno energijo pocuzati. Torej, kao je ta njuni cilji so v direktnem konfliktu. Ampak kaj se zgodi? Ona prileti ven iz onega prostora, pa samo rokice nekaj začara in je ta konflikt rešen v 2 sekundah. Si misliš, a to sem cel film čakal? Tako pocen se mi je zdelo, zelo pocen. No? Pa ni dejansko, da bi to, kar si ti predstavil kot konflikt, to samo Ghost tak predstavlja. Ja. Medtem ko oni rečejo, ne, počakaj, ona bo ziher znala zrihtati, ne? Pa ne morem počakati. Imam še 2 tedna življenja, pa tak, ampak čez 10 minut bo to, ne, morem počakati. Ja. Če pa jo boli. Prej smo si menili prav o seriji American Dad, ne? In tam imaš prav v eni sceni, da tak moram laufati gor, mudi se, idi s dvigalom. Ne, nimam časa ga čakati. Ja, ampak samo gumb moš klikniti, sem prva, ne, mudi se, moram postopiti. Prav, tak, ne? Mislim, da je škoda, da so zapravili ta dilema, no? V bistvu, ker Hank pa Hope bi se morala odločiti, da Ghost umre v prid najne mami / ženo, ali pa damo Ghost življenje, ki je pač mlado dekle, ki je trpelo pod šildom, ki so jo izkoristili za uboje zaradi njenih lastnosti, pa žrtvovati pač posledično najno mami, oziroma ženo. Ampak ta konflikt je v bistvu rajc preko celega filma, pa res niti ni rajc. To je, Pa razumem, Ant-Man ni dark, Ant-Man ima čist drugo logiko, to je v bistvu taki sproščen, humorističen film, ampak če mi že nastaviš en taki jajček, tamle, pa nekak vse konsistentno izkoristi njim pa z nekim napol megafinom tamle, veš, popucati tole dilemo, ne. No, jaz se vsem s tem strinjam. Meni se zdi, da oba sta izpostavila točno to, kar pač je mene valjda blazno motilo. Pač Ghost seveda ni ne vilen, niti ni good guy. Po drugi strani je tudi treba reči, ne, da ona skozi zgodbo razvije se vilena, ne. Ona v začetku ni zlobna. Tako pač hoče se rešiti, ka bo pač, da ne bi umrla, ne, to, kar smo povedali, ampak ona pol vmes ubije neke ljudi, ne, če se jaz prav spomnim, pa začne ubijati, ne, in pač tu je tist, kjer bo, ne samo Marvel, vsi bojo pač tu naredili pač stop, ne moreš ti kar nekoga ubiti, pa tako, ki si ti rekel, nekaj že pazijo, vidiš, da
tako kot si rekel, ne moreš ti FBI-jevcev metati zrak, ker to pač ni kul, lahko pa neke mafijaše brez slabe vesti, ker te ne briga, kdo je v unih avtih, ko se kotelijo. Mene vse to, jaz mislim, da je to še kako res tudi. Film ima zelo slab tempo, to je treba reči, da on nekaj skače tiz domov, ker te štorije, toliko je teh štorij, on mora bežati pred temi FBI-jevci, se skrivati, zima kaza, da je več doma, ta štorija mora biti, pa z njegovo hčerjo, tole, zdaj, da je on dober fotor in to, kar je sicer meni kul, ker je Ant-Man edini super junak od vseh teh, ki ima normalno življenje, Pa Hawkeye. No, ok, Hawkeye. Ja, sorry. Dobro, ok, priznam, potegnil si Hawkeye karto. mislim, da ti bo to dovoljeno samo enkrat na sezono podcasta. Omenil si poslednjega Mohikanca. Ja. Poslednji Mohikanec je bil pozvan. Ok, Hawkeye ima, ampak od ostalih, se pravi Major, nekih teh, nima noben. In tu se mi zdi, da pri njemu v redu delajo. Ampak, s čim se jaz ne strinjam, je pa pač to, da je za mene to edini dober način po Avengerjih, dober film po Avengerjih. In se mi zdi, da tu Marvel šel zelo brihtno štorijo, če gledamo mi stvar kot na celoto, da je po Avengerjih ponudil neko zgodbo, kjer ni vilen, nima nekega takega moralnega, kot je bil pri Thanosu, ker si pač malo se strinja z njim, ampak pač ne z načinom, kako to doseči. Ampak je ponudil neko štorijo, ki je dost odprta in mogoče jih je ravno to zafrknilo, ker so hoteli, mogoče so si preveč nastavili, zdaj bo pa ta Ghost in bo ne vem kaj, in potem smo v trailerih videli in vsi mislili, zdaj bo pa ta Ghost ne vem kak bad guy, pa se pol izkazalo, da pač v bistvu nimajo z njo kaj početi, ker nočejo zakomplicirati še z enim id v neki dark, nočejo recimo DC-ja spuščati, ampak hočejo biti Marvel prijazni do vseh, za celo familijo in tu so oni mogoče, to kar smo se tudi pri Dark Knightu pogovarjali, med tem, kar je komično in kar je resno, so popolnoma zgubili ravnotežje v tem filmu. Ampak jaz sem šel ta film gledati kot nek poletni hit, poletni akcijski film in meni je tu popolnoma zadovoljiv. Moram reči recimo, da akcija Mravlje moža 2 je boljša kot Venki. Se mi zdi, da Venki niso znali prav dobro početi z njim, pač on se da pomanjšati in ne vem kaj. V dvojki se mi zdi, da to dost bolj akcijsko upeljajo. Posebej bom rekel, da Osa se tudi boljše bori, kot, dobro, se je tudi, kaj Ant-Man ni bil da je nek fighter, on se je tam nekaj naučil. Osa je pa dosti bolj pač izkorišča, ko je hoče mahniti, se zmanjša, se poveča, pride z pač nenajavljenih kotov, ali kako bi človek temu rekel, pride od zadaj, leti in te stvari. In to se mi zdi, da je ful dobro, tudi te pomanjšani avtek, pa kako se poveča. Edino, kar imam jaz edino pombo, kar imam pri tem, jaz bi pričakoval več interakcije s svetom. To so mogoče malo premalo. Tam ono z Galebi je najboljša menfora, ko pač oni priletijo te mravlje, ali kaj že so na pomoč. Ja, in zmerno ti Galebi požrejo te njegove reševalce, ker to se mi zdi, da je premalo krat, ker Ant-Man, če se ti pomanjšaš, si v čisto drugem svetu, v čisto drugi dimenziji, ki je, in tu so precej zafrkljeni, ostalo je pa meni bilo, pa če sem za tisto eno oko, tudi, ker se mi zdi, da v tem filmu je vse, sam dajo kvantom pred nekaj, in pol mislijo, da je stvar pojasnjena. Kaj je zdaj ta kvantum, lepo te prosim? Kako je lahko ona živa tokletno? Kako lahko ona ven pride in je tako, kot da so se pred 5 minutami šli na razen, čeprav je ona not, koliko let je bila? 30 let, za božjo voljo. Ali bi se ne utrgalo, ali bi jo nekdo celo lahko vprašal, mislim, kako si mami, a si v redu, mislim, a rabiš tampone, karkoli. A se slačna, ti kaj skušam. Ja, mislim, take stvari. Ja, veš kaj, meni se zdi, da v bistvu, ta film pušča več odprtih vrat pa vprašanj, kot pa jih pokluka pa zapira, glih zaradi te upetosti v Marvelovo franšizo. Ker, kje je bila Ghost med Civil Warom? Kje je bila ona med vsemi temi dogajanjimi z Avengerji? Naprej je to že v prvo vprašanje. Mislim, ona je v bistvu Winter Soldier, ne? Ja. Še eden. Ja, še ampak meni je omenil, tako imeli smo en program Winter Soldier. Tako da ona, veš kaj, teh programov Shield oboda je toliko, da pač pozabijo na njih, se vidiš. Ne, vse to še nekako požalvam, vse meni film ne rabi vsega razlagati, zato da ga lahko uživam, tako da daleč od tega, da bi bil neki taki ala kvazi Star Warsovski fan, da gleda tam ne vem meče, kako so izgrajeni, pa da to ni bilo isto kot v onem filmu. To nima veze. Hoče povedati, da v bistvu
action scene. Veš kaj pa mene zmotilo preveč? Se ni bilo všeč. Ne, te car chasey, povečave, zmanjšave, to mi je vse vredno, ampak pa so fight scene, ne? Med Ghostom pa Oso in Mravljem možem, ja. Mravljem možem. A sto opazili, da ni nobenih udarcev? In jaz pogrešam udarce. Jaz pogrešam kontakt. Tam pa vsi mahajo mimo, ker se ona phase outa, pa on se pomanjša, ali pa ona pa Tu pa poveča. tam zihar Ja, mogoče padajo 3 udarci na film, ampak to sem bolj tak nezadovoljujoče, ker vse gre v prazno, veš, tako je malo... Ampak ravno, mislim, da meni pa je to bolj poanta, veš, ker imajo obojni podobne sposobnosti. Ja. Pri tem, da mi je tudi zelo dobro mi je bilo, kako v bistvu pojasnijo, ne, ker ta Gordon Pym ne mara pač Scotta, ne, in pojasnijo pač, vse to smo že v trailerju videli, ne, zakaj on nima kril, ne, ker to je najbolj banalne fore so take stvari, ne, ker se človek vpraša, zakaj mravlji mož nima ne kril, niti ne strelja z unimi phaserji, kaj že ona vse to ima, pa pravzaprav žena njegova očitno imela, on je za nalašč naredil 2 kostuma, ki sta popolnoma drugačna, pri čemer je on ful boljši. In tega ne štekam, pač, ker mora biti moški pač imeti malo disadvantage, da pač, da sta si malo približno podobno, enako močna. To je zanimivo, meni se zdi, če razmišljaš o tej logiki, veliko malo, ne, kako premalo se ga izkoristi ta moč. Vedno se ga uporabi kot joke. Pa to sem gledal, naprimer, sam za primere, to sem gledal zadnjič razmišljal v Civil Waru, ker se Ant-Mana noter potegne in prav, on je veliki trenutek, prvič vidimo mravlja moža, ki se poveča in takrat si skoči v luft, shit, kaj pa zdaj, ne? In šele ko Spider-Man useka tisti Luke Skywalker moment, da ga okrog nog zavija, pa levo desno, prosto pa tako spomnim, se sam pomanjši, se pa si rešil dilema, veš, ampak ne, film je pač nuco, da on pade dol, pa da tam nekaj razvija, pa da imajo oni šanso spizdi, da veš levo desno, tako da Ant-Man se mi vedno zdi, da so ga uporabili, veš, kao zelo priškrneno, ne, kao toliko več bi lahko delali, ne. Jaz imam 2 stvari glede tega, ne, prvo je, v prvem filmu je bilo razloženo, da on, ko se pomanjša, ima še vedno isto moč kot takrat, ne. V bistvu še eksponentno večje. Ja, in da so stvari torej težke. Ne? Zdaj pa že konc onega filma si videl, da je on imel tank v žepu, kar v bistvu je povsem nemogoče, če bi ta tank bil toliko težek, pač kot je v resnici. Tukaj celo bajto naokrog vlači, pa ima set outkov in vse to. Mislim, te to je bilo za, kaj že, Hot Wheels reklama. Ja, čist. In to se mi je zdelo prvo, zakaj bolj imeti nek razlago logike v prvem filmu, če potem dajmo to pozabiti, ne? Midichlorians all over again. To se mi je zdelo druga stvar, pa, ki me je pa tukaj že zdaj zmotila. Zakaj pri vragu je pri Marvelovih filmih postalo standard, da junak ne more pravilno uporabljati svoje moči? Tukaj se njemu kvari obleka. Hulk v Avengersih se ni mogel zahulkati. No? Ima erektilno disfunkcijo. Tako rekoč. Moj bog. To še nucamo, zelene penise. Če bi bil vodeb član tega podcasta, absolutno. Moj bog, to bo šlo za intro. Potem Iron Man je imel problem z oblekami, isto v Avengerih. No, Thor ni imel kladiva nekaj cajta. Rad na roku sploh, ja. Ampak, a ni to poanta teh superjunakov, da jim daš nekaj, ker z nečim jih moraš omejiti, malo jim dati izziv, ne. Vse pred Supermanu je podobno, ne. Imaš kriptonit, imaš v bistvu, ali odda svoje moči. Ja, ampak prav zdaj ista stvar, orodje se mu kvari in niti ne dobimo razloga, zakaj pa je pokvarjeno, ni še dodelano, ali pa Hulko bomo videli v naslednjem filmu, kaj je razlog. Če uporablja obliko iz 60-ih. Ja, no. Vse ni imel bell bottoms. Ja. Skratka, ja, mislim, podobnega mnenja jaz sem malo mogoče bolj naklonjen. Ja, bolj si prizanesljiv. Ja. Jaz mislim, da pač ene te stvari, pač ti minusi, ki so, jaz sem dosti bolj prizanesljiv do njih. Je pa druga stvar pač, da kaj sem še hotel reči, pa v celoti mi nekak stvar deluje. No, zdaj pa mogoče, kaj pa konec, kako se mislim konec, ne konec, ampak seveda after credit, tako je, ja. Lej, tak, če smem, kar tako bom rekel, cel film glih zaradi post-credit scenov, ne, pa kje ga pusti, se mi zdi, da je žrtev upetosti. Še najbolj, da je tega žrtev, ne. Ker Marvel Continuity je prednost za sebe, prednost za gledalce, prednost pri financah, pa budžetu, pa ne vem čemu še, ima pa tudi svoje pomanjkljivosti. Ker v bistvu se mi zdi, da ta film je žrtev tega
Povrhu je žrtev tudi nekaj točno specifičnih Marvelovih problemov, kot naprimer mene kot vizualca motijo barve, pa nobene muske ni noter, da bi si lahko žvižgal, Ant-Man, whatever, ne. Ampak to je klasično Marvelovski film, ker lahko potem še pri drugih pododajah več podebatiramo o tem, ampak prav pri Ant-Manu se pa to še, prav pri tem delu, ne, se pa zdi, da mi je to še bolj se izostrilo. Tale konec, da on obtiči v Quantum Realmu, medtem ko vsi ostali zginejo, ko Thanos snapne s prsti. Ja, nekako bo moral ven priti, nekako bo to najverjetneje ključno za to, da Thanosa porazijo. To se že ve. Ja. To se že ve. Ni pa nam zaenkrat čist nič jasno. Zdaj v bistvu odvisno še en film imamo pred naslednjimi Avengerji in sicer Captain Marvel. Tako da bomo videli, kaj se bo še tam, če se bo še tam kaj navezalo na ta film ali ne. Ja, po moje se bo, glede na to, da jo je klical. Na tega. A ja, misliš na Ant-Mana? Na Ant-Mana, ja. Ker tudi je pa v končni fazi opcija, da na koncu post-credit scena v Avengersih, Ant-Mana moramo rešiti. Bogi, to še tomu naredimo. Ampak najverjetneje ga bo nekako vmes integrirali, ne. Ampak ja, malo sfali zaradi tega, ne? Tudi mogoče, če se bo Ghost pojavila, je vprašanje, ne? Ja, zdaj on je ozdravljen. Ja, meni je ona za ozdravljena, kao normalna najstnica, 5 po svetu, probi ne obijati. So se rekli, da ji morajo prenesti ven še to zadevo, ko Harry Styles čeprav ne vem, odkdaj so to. Mislim, to je šele v post-kredicih, to omenijo. Ja. Ker predtem ni, si ozdravljena, 5 pa srečno keket. Ful pa tako, zapraviš vsak mesec. Vsak mesec tablete. Ampak mogoče se pač nekako so mogli. Drugače so pač različne stvari, še eni so opazili neko mesto, ne bi bilo med temi posnetki v kvantni realnosti, tega jaz nisem opazil, pa tudi mislim, toliko natančno nikoli ne gledam. Mislim, jaz sem šel gledati neke zadeve, eni drugi, ki so komentirali to in potem povezali z Ant-Manovimi stripi, kjer on v tem Quantum Realmu so res drugi svetovi, pa dostopi do ostalih paralel Marvelovega vesolja, samo če bojo šli res po tej poti, to se mi pa zdi res far-fetched. Čeprav, če se navežem na Avengere, v bistvu neki, kako se že temu reče, behind the scenes fotografije imajo Avengeri, te Pimove gadgete, od Hanka Pima, pa naprimer Captain America je v originalnem kostumu, ne v tem tam novem, ki ga ima. Tako da tu je mogoče tale fora, ki jo omenijo v, mislim, da prvem post-credit scenu, kjer ga Janet Pym, torej mami / žena, opozori, kao pazi se časovnih vrtincev. Tako da to je edini clue, da bi lahko zdaj si rekel, ok, mogoče pa Ant-Man res pomemben za razrešitev Thanosovega problema. Se ena od teorij je, da naj bi Avengeri nekako šli še nov gauntlet si naredili svoj in potem potovali skozi čas in dimenzije in whatever, najverjetneje z Ant-Manovo pomočjo in si nabrali še en set teh kamnov in potem bi naj Captain America ali pa Hulk to v boju. Ne Iron Man. Ne Iron Man bi jo naj naredil samo. Sicer je tudi neka fora, da koliko jaz razumem iz stripov je, da naj pač ti Infinity Stone iz drugih dimenzij naj ne bi delovali v naši dimenziji. Zdaj pa ne vem, pač Marvel se je dosti igral s temi forami, ne? Zdaj lahko ne bo, ampak jaz mislim, da definitivno pač ta Ant-Manova pač njegova zaprtost v ta Quantum Realm je neka fora bo seveda za Avengere vnaprej. Mogoče bomo pač res to videli v Marvel ali pa v post-credit scenes kapitanke Marvel, kjer bo ona stotnica ali kaj kjer bo ona najbrž šla mogoče našla Ant-Mana ali kako pač, ali pa in boste skupaj, ne? Ker ona se pa bo dogajala v 90-ih, ne? Tako da imamo že to teorijo, ne? Tako, kaj je mi to omenil, pač mogoče bo on potoval malo v času, ker vidimo tudi prve Avengere in bo mogoče to. Jaz sem upam, da ne bo na koncu fora v tem, da bomo mi gledali v Avengerih 4, še enkrat trojko, sem da bojo zdaj oni imeli knowledge, pač, da bojo oni vedeli, kaj se bo zgodilo in bojo naprej upravljali. Ne morajo vedeti, ker v bistvu to je pa zanimivo, ne? V bistvu Scott, ko gre v Quantum Realm, on nima blage. Seveda on ne ve. On nima blage, kaj se dogaja, ker v bistvu oni samo zginejo, ko je on že noter, ne? In se to je, naprimer, zanimivo, ne?
On je tako pripravljen pomagati Hanku, pa Hope, pa tako naprej, medtem ko oni se pa točejo z Thanosom gor, pa kao... Ja, pa ga ni noben poklical. Ja, seveda, lahko pokličeš vse to, ne? Od vseh, na katere pomisliš, menda na Ant-Mana, ne. Jaz bi prej na ne, pa Oso. se tudi oni niso imeli časa, pa že New York, San Francisco je dovolj daleč, ker oni, ki so šli iz zemlje, so šli najprej iz New Yorka, pa potem so bili To mi je najbolj zanimivo. Nikjer ne omenijo, da je San Francisco. Ampak se vidi, da je San Francisco. Še posebej v oni sceni, ko on kotalka z onim tovornjačkom, tista ima taka lušna scena. Ja, vse ga pokaže, pa te ulice so pa značilne za Dirty Harry. Jaz sem Dirty Harry, vem. San Francisco, Dirty Harry. Ja, je pa zdaj tudi ta Car Chase je mogoče, mislim, da mi je bil meni bolj všeč kot v Črnem panterju, kjer je tudi Car Chase. Tam je pa najbolj generičen mužen, ja. Ja? Si imaš črne SUV-je in to je to, kako vidiš črne SUV-je. Dobro, je pa res, da tam skačejo po avtih in nekaj tako. To je res. Meni sta obe dve zelo dobri. Mislim, da je tukaj končno dobro pogruntana tale fizična logika, da nekaj pomanjšaš, pa se povečaš, pa vržeš preko, a veš, pa povečaš neki pez dispenser, pa tako da to je zabavno. No, ampak se mi zdi, da je to mogoče za Marvelove filme to, kar je v Marvelovih serijah pretep na hodnikih. To je mogoče zdaj ena taka fora, ki jo bojo mogoče ponavljali. No, zdaj smo tudi o MCU-ju že dosti povedali, še imamo kaj takega? Jaz bi povedal, kaj pogrešam pri tem filmu, oziroma kaj bi, če bo sploh kdo kaj še delal o Ant-Manu, bi... Ja, jaz mislim, da trojka ni vprašljiva domneva, no? Jaz bi Edgar Wrighta nazaj prepeljal. Fantje, pobotajte se, prepeljite Edgar Wrighta, ki bi naj enko režiral, ohranil so zgolj tisti joke, od ala Edgar Wrightovski joke, kjer Michael Pena fura naracijo in liki v bistvu kao njegove besede ponavljajo. In to je res, se meni zdi najlepši trenutek filma, tudi enke, ne? Ampak non-stop se sprašuje, kako bi Edgar Wright naredil ta film. To mi je taki za doktorsko dizertacijo miselni eksperiment, razumeš? Ja. Ne, definitivno, mislim, prepričan sem, da ne bo imel časa ali želje, da bi to delal. Ne? Nimam časa. To so bile mimo, glede navednice, sem naredil navednice, zračne. Tako, ja. Ampak, bilo bi zanimivo videti. Upam, da bo DC pogruntal, da obstaja Edgar Wright. Ja, daj, come on. Ja, DC je dovolj temačen za Edgar Wrighta. Ja, pa ne, pogledajte si... Lahko svoje tvite rola na... Mislim, pogledajte si Scott Pilgrima, mislim, kaj on naredi iz superjunaškega čtiva in to je fucking zabavno, gledljivo in on, Ant-Man je bil napisan za njega, razdobesedno, ne vem zakaj. Ne spomnim se, v čem je bilo fora, zakaj on vstopil. Oni niso bili čisto zadovoljni z tem, koliko je upet v continuity in so dali neke ljudi najeli, pa so jim rekli, ok, naredite rewrite čez vikend, tako da bo zraven to. So dali njemu scenarij konc vikenda, pa so rekli, evo, ta film posnami, pa je rekel, ne hvala. Aha, ok, fair enough. Mislim, da bi marsikdo rekel, ne hvala. Ja. In prav noben od režiserjev, ki so ostali z Marvelom, ni tega podprl. In vsi so pač, in James Gunn in Joss Whedon sta bila zelo proti temu, ampak tudi ona dva sta že bila sredi snemanja filmov. No pa Joss je itak zdaj pri DC-u, kako? Joss ni več pri DC-u. Že spet ni več, točno. Ja. Jaz sem predskakuje ladje, se to ni problem. Joss zdaj dela Buffy. Tega nisem hotel slišati. O Buffy se pa tu ne pogovarjamo, lepo prosim. Ne, mislim, jaz sem začel, je pa fora, ne, jaz sem v bistvu Marvel začel spremljati zaradi Jossa, ne. Jaz sem pa začela sva ženo gledati Agente Shield, obod, skratka, obodovce sva začela gledati in polko sva ugotovila, koliko nama štorije manjka, ker se vedno na koncu, ali pa na začetku sezone so se pač sklicevali na filmske dogodke, šele potem sva začela pravzaprav filme gledati, drugače sva midva pač vse te serije Jessica Jones in to pogledala. In pa jaz sem Avengerje vmes pogledal, ker jih je Joss moj najljubši pač televizijec. Režiser ne, režirati ne zna. To je treba priznati. Ampak on zna štorijo narediti, no? In zna dobre zlobce narediti, čeprav v Avengerjih prvih mu to niglih ne bo. Loki je super. Ok, Loki, seveda Loki je. Samo Loki je Stora, a je Tora delal tudi Joss? Ne. Ja, no, samo, sorry, Loki je copy-pastan iz Tora, ne? Ja, no, ampak štorija njegova pač v Avengerjih. No, skratka, jaz sem zaradi njega v Marvelu in zato čast in slava mu, ampak ne delati nove Buffy, prosim, Joss, bodi pameten. Petraj Aquamana 4 ali kdaj boš pač prišel na vrsto. Če že hočeš svoje serije rebootati, jaz sem še vedno ful nezadovoljen z Fireflyem. Ne, tisto so lepo zaključili s filmom, ampak
Kaj pa še ima? Dollhouse. A ja, Dollhouse. Veš kaj, jaz pa nikoli nisem pogledal Dollhouse. Dollhouse je serija, ne vem, če veste, zakaj se gre. Jaz vem, zakaj se gre. Absolutno priporočam vsem, da gledate serijo Dollhouse. Ideja je super dark in sicer je ljudje, ki se zamerijo državi ali karkoli, jih namesto, da bi jih dali v nek Nikita program, kot se pričakuje v takih serijah, da v Dollhouse, kjer jim izbrišajo spomin in jim za tisti čas, ko so oni kao zaprti, dajejo osebnosti drugih ljudi. In kar je fora v tem, da ena od stvari je, da služijo denar s tem, da bogataši lahko hangajo z nekom, ko hočejo. Ona recimo je kao girlfriend za nekega milijonarja, pa obvlada ne vem, od streljanja z lokom do bungee jumpinga do pač vse neke take stvari, do tega, da rešujejo zločine lahko, kadar jih potrebujejo, pa jih zgradijo pač je psihologinja in psihiatrinja in kriminalistka in pač vse te osebnosti združijo noter in ona lahko reši primer do tega, da nudijo čustveno podporo otrokom, ki so pač res, ne? Ja. In v vsaki epizodi je ona en drug lik, ne? In tudi potem jih je več tam, ne? In so pač s tem se igrajo. Pol pa pač stvari začnejo postajati malo bolj resne, ker začnejo prebijati njihove osnovne osebnosti naprej, ker se začnejo v ozadju izrisovati zarote. In potem je pač čisto šokantno konc prve sezone, ne? Vsi pač zaključi nekaj pač whatever, pol pa še en del, ne? Ker so se narobe razumeli, koliko delov naj posname, no in so posneli en viška del. En del viška. Ja, in pol Fox noče tistega dela prikazati, na kar ga pol vseeno da ven, ne? In tisti del sploh ni teh ljudi noter, ampak se dogaja malo kasneje in se zaradi te tehnologije brisanja možganov zgodila apokalipsa in samo eno par ljudi še na planetu, ki pač se preživetje in tak, wow, ne? In potem druga sezona pač gradi do te točke in potem, ko so skinili sredi druge sezone, rekli, da tretje ne bo, ne? So pač nekako skup sklamfali, da imaš zaključek tega, da pride pa da pol razrešijo. No, ok, modal zapiske, no, mislim, to me... Ja, mislim, Joss Whedon je genij, mi to tudi jaz že ves se trdim, pa ne verjameš, ampak skratka... Ja, jaz genijom ne verjamem. Bil je pred svojim cajtom, no? Ja, razen svojima. Se še vedno je, ne? Ja, še vedno je. Kot smo videli v Justice League, še vedno je to film, ki se nam je samo zdel slab. To je film, ki ga bomo razumeli čez 10 let. Ja, beyond našega razumevanja. Čez 10 let bomo imeli v naši 100. poddaji, bomo imeli 10-letnica Justice League, katerim se bomo poklonili Jossu Whedonu. Pokojnemu takrat že. Ne, jaz sem čisto za to, da ga vzamemo Jossa Whedona mogoče v enem delu pod drobnogled. Vsekakor. Sam pa boš moral Buffy pogledati mi tam. Ja, bom že poželel. Pa Angela. Pa Angela, absolutno ne moreš Buffy brez Angela gledati. Ok, I take it back. Tega res nam gledam. Se pravi, to je to za ta denar. Poslušali ste drugo, še vedno bomo rekli, pilotno epizodo podcasta Obod, podcasta za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Z vami smo bili Mito, seveda bomo menili Logana Gegić, Igor na MySpace me pa ni več Harp in Aljoša od Jezusa do Jokerja samo korak Harlamov. Kot bi rekel, z prvega podcasta. Skratka, fanta spet, kot bi rekel Anže, kje se vaju najde na internetih, Mita? Ja, Twitter, Facebook, Instagram. Pa povej, na Twitteru moš povedati, ker noben te ne bo našel. Pa lej, samo, če ti mene poguglaš, Mito Gegić, pokaže handle tudi, ja. Itak pokaže. Dobro, se google. Lej, drugače pa @budamit, torej budino meso. Njam. Igor, kje se tebe najde na internetih? Twitter, Facebook, spletno stran vam gledala bom, pa za vikend pišem. Priloga delam slovenski. Za vikend pišeš samo za vikend. Ob vikendih. Ponavadi med tednom, v delkih, ja. No, skratka, jaz sem na Twitteru Al Harlamov, imam tudi svoj blog, ker nima nobene veze s tem, še za enkrat.
Treba je omeniti, da zdaj, ko ne že poslušate, najbrž je novica že zunaj. Skratka, na meji nevidnega bomo prvič nastopali v živo. Skratka, še preden ste se pravzaprav zavedali, da obstaja ta podcast, nas že lahko pridete pogledati v živo. To bo 29. septembra v soboto, če se ne motim. Ure natančno še ne vemo, ampak sej, če niste do zdaj zvedeli, zdaj ko veste, pač pobrskate po programu Na meji nevidnega in jaz upam, da se vidimo tam, no, mi bomo kompletni. Ja, in govorili bomo o? Govorili bomo pa o zombijih. Tako je, govorili bomo o zombijih, zato ne biti zombi in nas prite. Svoje možgane zraven prinesti. Tako, prinesti svoje možgane zraven in se vidimo v živo, no. In to je to, če vam je bilo všeč, šerajte, donirajte. Ne nujno v tem vrstnem redu. Pokličite vašega poslanca in mu zavrtite podcast po stacionarnem telefonu. Na Twitterju bomo ustvarili profil Podcast Obot, na katerem boste lahko usmerjali vprašanja, pripombe, komentarje, pohvale, pritožbe, predloge. Priporočila za sončne krime. Tako, kaj bi za vas gledali naslednjič. Sicer pa se slišimo spet čez 2 tedna. Podcast Obot se snema v kinu Bežigrad, naši najljubši točki za sveže filme. Obot out.